Sem Luka Mezgec. Sem Matej Mohorič, sem profesionalni kolesar. In na cesti preživim približno 330 dni na let. Za trening večinoma izbiram manj prometne, bolj stranske ceste, zato da lahko v miru opravim svoje delo. Če pa kdaj zaidem na kakšno bolj prometno cesto, se pa zavedam, da sem tudi sam udeleženec v prometu in poskušam biti čim bolj strpen in spoštljiv do ostalih voznikov avtomobilov. V Sloveniji so razmere za trening relativno dobre v primerjavi z drugimi državami EU, kar se tiče mojih izkušenj. Se mi zdi, da so vozniki dosti strpni, da so ceste precej majhne, pa ne toliko prometne kot v kakšnih drugih državah. Tako da ja, se mi zdi, da je Slovenija kar dobra destinacija za kolesarjenje in prijazna do kolesarjev. Približno 200 do 220 dni na leto preživim v tujini, večinoma v Evropi. In sicer se kultura voznikov in tudi infrastruktura zelo razlikuje od države do države. Naprimer v državah Beneluxa pa v Skandinaviji je ogromno kolesarskih poti in stez. Skoraj vsaka cesta ima ločeno površino namenjeno samo kolesarjem. Tudi pri nas sem tekom kariere opazil, da se v tej smeri razvijamo, da je kolesarska infrastruktura čedalje boljša, da je čedalje več kolesarskih stez in poti. Kar bi lahko zboljšali v Sloveniji glede kolesarstva je to, da bi pri gradnji gradili širše ceste in res na vsako cesto dodali kolesarski pas, ki bi bil brez vseh preprek, brez uvozov, izvozov, tako da bi bilo v bistvu kolesarjenje bolj prijetno. Se mi zdi, da če bi bilo v Sloveniji ta infrastruktura še malo boljša, če bi bilo še več varnih in ločenih kolesarskih površin, da bi se še več ljudi odločili, da bi kolesarili, da bi šli na kolo za sprostitev in za dobro počutje. Zelo fajn bi bilo tudi, če bi se zakonodaja v Sloveniji spremenila tako, da bi lahko vozili tudi v parih. Takrat te avto res prehiti po sosednjem pasu, medtem ko če si sam oziroma če je kolona kolesarjev, dostikrat prehitevajo škarice in takrat se počutiš najbolj ogroženega. Vsako leto, sploh na pomlad, je krat dva kolesarjev iz leta prej na cesti, tako da to je lepo videti, da ljudje so začeli skrbeti za svoje zdravje tudi v obliki kolesarjenja. Nikjer drugje nisem še naletel na tako popolno ravnotežje med prijetnimi, neprometnimi cestami, lepimi klanci, lepimi razgledi, čudovito naravo, tako da se vedno rad vračam domov in ja, se mi to zdi, pač ponosen sem, da prihajam od tukaj in mi tudi jasno, zakaj je toliko uspešnih kolesarjev od tukaj doma.